Dobro večer, ura je čas in ura je ponovadi tista, ki nas priganja, hkrati pa nas tudi določa v zgodovini in prostoru. In nocoj imamo tukaj v naši dvorani nekaj zanimivih ljudi. Eden je naš gost, zanimiva pa tudi izpraševalka. Gospod Jože Muhovič, slovenski slikar, grafik, likovni teoretik in publicist, leksograf, in Nataša Konc-Lorecuti. Več ne bom govoril, ker si mislim, da bosta več povedala sama, kar tako od sebe, kot če jaz kaj zdaj tle blebetam. Dobrodošli vsi, ki ste prišli. Dragi gospod gost Jože, Nataša, dobrodošla in prosim. Lepo pozdravljeni, zelo sem srečna in počaščena, da lahko gostim takega imenitnega gosta. Malo ga bom predstavila, ampak zelo na kratko, ker se mi zdi škoda jemati čas s podatki za tisto, kar nam ima on povedati nocoj. Tako da nekaj pa vseeno moram. Malo že veste, ker ga poznamo kot 4-letnega predsednika upravnega odbora Prešernovega sklada. In ko smo njegove govore poslušali, se nismo tresli, ker so bili nepolitični. Zdaj me je bilo pa spet strah, ko sem ga poslušala, kaj bomo slišali, ko sem poslušala novo predsednico. Skratka, akademik dr. Jožef Muhovič se je rodil leta 1954 v Lenartu pri Gornjem Gradu. Diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost ter končal specialko iz slikarstva pri Janezu Berniku in iz grafike pri Bogdanu Borčiču. Vzporedno je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral filozofijo. Doktoriral je s tezo iz področja estetike. V 90-ih letih je prejel štipendijo za gostovanje na nemških univerzah v Magdeburgu in Berlinu. Od leta 1998 dalje do upokojitve je kot redni profesor predaval likovno teorijo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Ustvaril je temeljno likovno-teoretsko delo na Slovenskem, leksikon likovne teorije z okrog 800 izrazi ter ustreznicami iz angleške, nemške in francoske terminologije. Leta 2017 je za leksikon likovne teorije prejel priznanje Izidorja Cankarja, ki se podeljuje za dosežke na področju umetnostne zgodovine. Dr. Muhovič pa je tudi slikar in grafik. V letih svojega ustvarjanja je postavil lepo število samostojnih razstav in sodeloval na skupinskih. Leta 2018 je prejel stanovsko nagrado Združenja slovenskih likovnih umetnikov, imenovano Nagrada Majskega salona za grafiko. Je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V letih 2024 je bil, kot sem že povedala, predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada in v tej vlogi je bil soočen z zahtevnimi strokovnimi, moralnimi, ideološkimi in političnimi izzivi. Spoštovani gospod Muhovič, v zadnjem govoru, ki ste ga povedali v vlogi predsednika upravnega odbora Prešernovega sklada 7. februarja lani, ste v uvodu rekli: če grem v naravo, me bolj kot trava pritegne cvet, ker je v njem zgoščena vitalnost rastline. Umetnina je tudi takšen cvet, takšna zgostitev človekove potrebe, da intenzivno doživi svet v sebi in sebe v svetu. Pa sva se dogovorila, da bi bila ta misel izhodišče za vaše uvodno predavanje, premišljevanje o literaturi, ne o literaturi, o kulturi in o umetnosti v tem svetoletnem času. Lep dober večer vsem. V mojo predstavitev moram povedati, da ker nisem več predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada, mi takšne govornice manjkajo. Videl sem, da je tukaj in jo bom izkoristil za tale moj začetni del, pogovor bomo pa imela tam, kjer je tudi prav. Tale iztočnica o cvetu, ki ga vidimo v naravi in ki nas pritegne, ker je v cvetu zgoščeno prizadevanje rastline, da izpolni svojo biološko funkcijo, se mi zdi primerna.
In sicer v tem smislu, da mi, ko gledamo te cvetice, te cvetove, ne v naravi, ampak v umetnosti, v resnici danes ne vemo več, kaj so pravzaprav cvetovi. V naravi prav dobro vemo in se nikoli ne zmotimo. V umetnosti je pa čisto mogoče, da vidimo cvet, ko gledamo korenine, da vidimo cvet, ko gledamo steblo in da ne vidimo cveta takrat, ko v umetnosti gledamo cvet. Zdaj, kaj bi to naj pomenilo, bom jaz skušal v nadaljevanju. Skušal bom biti krajši, mnogo krajši, kot so bili včasih partijski referati iz takšnih govornic. Ne bo 4 ure, ampak samo 2. Torej, naslov tega, kar bi vam jaz za iztočnico rad povedal danes, je kultura in umetnost v svetoletnem času. To pomeni v našem času in to pomeni v našem življenju. A kultura in umetnost v našem življenju sploh funkcionirata? A se mi pravzaprav tega dvojega sploh zavedamo? Mogoče se v svetem letu tega lažje zavemo, ker sveto leto je tako kot, kako bi rekel, sveto leto v pomanjšani obliki je nedelja. Takrat oblečemo lepšo obleko, takrat preoblečemo svojo dušo in kadar preoblačimo dušo, se včasih zgodijo neverjetne stvari. V judovstvu in krščanstvu pomeni sveto leto posebno leto odpuščanja grehov in krivde zanjo. Sprva je bilo to vsako 50. leto, ker pa ljudje nismo tako zdržljivi, pa je od leta 1472 naprej se je to vedno zmanjševalo, tako da smo danes prišli na 25-letni časovni interval. Zgleda, da je to hitremu, modernemu človeku bolj na kožo pisano, kot je 50 let. V tretji Mojzesovi knjigi je omenjeno, da je treba v jubilejnem letu osvoboditi jetnike in sužnje, tudi če smo to mi sami. Odpustiti vse dolgove, tudi če jih imamo mi sami. Vrniti revežem prodano premoženje, skratka, da se bo v tem letu obilno izkazovala Božja milost. No, v katoliški cerkvi gre danes v tem letu za spreobrnenje. Po grško so to včasih temu rekli metanoja, torej za leto pokore in sakramentalne spovedi. Hkrati s tem pa, tako kot danes pravimo, za leto velike refleksije ali pa samorefleksije. Če bi to prevedel v običajno govorico, bi rekel spraševanje vesti, brez katere vse našteto, kar smo prej povedali iz 3. Mojzesove knjige, nima nobenega smisla. Kajti ni smiselno, če bi želeli nekaj samo zradirati, izbrisati in še naprej delati tako, kot smo delali prej, da je to pripeljalo do tega, česar se želimo znebiti. Vprašamo se torej lahko tudi, kako se nam v svetem letu, v letu samorefleksije, kažeta kultura in umetnost v prostoru, predvsem pa v našem življenju. Decembra lani je v javnost prišla novica, da je bilo na dražbi umetnin pri dražbeni hiši Sotheby's v New Yorku prodano umetniško delo italijanskega umetnika Mauricija Catellana,
z naslovom Comedian, komedijant po slovensko. Gre za banano, ki je z lepilnim trakom prilepljena na zid. In sicer to delo je bilo prodano za 6,2 milijona ameriških dolarjev. Torej za 6 milijonov evrov ali pa mogoče malo manj. Banana, ki stane manj od evra, lepilni trak, oboje skupaj bi mogoče bilo 1 evro, je bilo prodano za 6 milijonov evrov. Dražitelji so na visok znesek računali, predvsem pa so računali na potrditev predpostavke, da investiranje visokih zneskov na področju sodobne umetnosti ni več odvisno od konzervativnih vrednot, kakršne so oblikovna kvaliteta, inventivnost, realna, materialna, visoka vrednost tega, kar je naprodaj, ampak da so glavni pogoj za velik nakupni interes od vrednosti kupljenega neodvisne vrednote. Kakšne pa so te? Ekstravaganca, ekskluzivnost, posebnost artikla, njegova provokativnost, lastninski certifikat in predvsem visoka cena. Če prodaš banano za 1 evro z lepilnim trakom za 6 milijonov, je to zgleda danes velik umetniški uspeh. Catalanova domislica je bila napravljena leta 2019 in umetnik ta dražbeni predmet označuje za iskren komentar, ki odpira razmislek o tem, kaj ljudje pravzaprav danes cenimo. Saj res, kaj pravzaprav ljudje danes v umetnosti in izven nje cenimo. Po Catalanu se zdi, da čarobnosti, domiselnosti in odličnosti človeških proizvodov ne cenimo več, ampak da cenimo samo še božje proizvode, kakršen je banana. In pa seveda človekovo svobodno razpolaganje s temi božjimi izdelki. Ta umetnik bi si po moje zaslužil 6 milijonov, če bi proizvedel banano, tako kot jo je Bog proizvedel. Ampak on je ni proizvedel, ampak je samo vzel jo in jo prodal. In to dobro. No, po italijanskem filozofu Umbertu Galimbertiju je sodobna zahodna družba, ki ji tudi mi pripadamo, v zatonu. In sicer zato, ker je organizirana okrog ekonomije, ekonomija pa okrog vrednote denar. Denar je postal simbolni proizvajalec vrednot za nas. Vseh vrednot. Ta vidik Galimberti ilustrira prav z umetnostjo. Pravi takole: umetnost postane danes umetnost samo, če stopi na trg in tam požanje finančni uspeh. O tej Catalanovi banani nihče ne bi govoril, če bi jo on imel v svojem ateljeju in bi jo pojedel, preden bi mu se gnila. Ampak, zakaj govorimo o tej banani? Zato, ker je bila, če že ne zares, pa vsaj takole na približno, kupljena za 6 milijonov dolarjev. Vsak od nas je mogoče še danes kupil en šop banan. Ampak prodal jih pa nikoli ne bo za 6 milijonov. A ne? Torej, umetnost postane danes umetnost samo, če stopi
na finančni trg in požanje finančni uspeh. Če ga ne, je samo malo vredni produkt zasebne ekspresije ali pa zasebne ekshibicije. Družba, ki stoji na eni vrednoti, pa, pravi Galimberti, ne stoji dolgo pokonci. Mislim, da tudi kultura, ki stoji na eni sami vrednoti, ne stoji dolgo pokonci. Mi lahko ugotavljamo, če naša je ali ni takšna. Oziroma, v čem se pravzaprav naša kultura razlikuje od te, ki sem jo opisal. O čem nam pravzaprav to govori? To je v resnici lahko en zelo ilustrativen primer, ki se nam zdi tuj. Imamo občutek, da se to dogaja v enih dražbenih sferah daleč po svetu in da tukaj tega pravzaprav ni. Torej, če se vprašamo, o čem nam to govori, lahko odgovorimo, da nam govori o času, v katerem mi živimo. In kakšen je ta čas? Ko se je človek v razsvetljenstvu, to je od 17. in 18. stoletja, sem zavedel neznanskih potencialov uma. V njih ni zagledal ukaza, da mora z umom služiti svetu, ampak je v teh potencialih zagledal možnost, da se sveta polasti, da mu gospoduje. Na tej podlagi se je človek odločil, da se odtegne najvišji avtoriteti uma in prizna legitimnost samo tistim njenim vidikom ali elementom, ki mu omogočajo emancipacijo. To je bila ena beseda, ki smo se je naposlušali v prejšnjem režimu. Pomeni, človek želi biti enakopraven z najvišjo možno avtoriteto, z Bogom. Non serviam se temu reče v biblijski dikciji. Nikomor ne bom služil. Nihče mi ne bo dopovedoval, da sta na svetu samo dva spola, če jaz lahko rečem, da jih je 72. Nihče mi ne bo rekel, da ena banana ni velika umetnost, če pa jaz trdim, da je velika umetnost. No, tako je Evropa stopila na novo pot. Človek, ki se je podal nanjo, se je čedalje bolj umeval kot nekdo, ki je avtonomen, ki ni nikomur in ničemur nič dolžan. Beseda avtonomen je zelo zanimiva, ko poiščemo njeno etimologijo, latinsko. Auto pomeni sam, nomos pomeni zakon. Torej, avtonomen je tisti, ki lahko sam sebi postavlja zakone. In je res, v parlamentu mi sami sebi postavljamo zakone. Jih napišemo, objavimo v uradnem listu. Lahko v parlamentu sprejmejo, recimo zakon o tem, da obstaja 72 spolov na tem svetu, lahko sprejmejo zakon, da od ponedeljka naprej gravitacija na tem svetu ne velja in je to v torek objavljeno, v sredo pa že velja. No, ampak vi vsi veste, da take neumni zakoni veljajo samo v uradnem listu, v realnosti pa ne. Gravitacija bo v sredo še vedno tako močno delovala, kot deluje danes. No, na ta način se je človek s to intenco po avtonomiji, po tem, da bi bil sam svoj, da bi na nek način potencirano zanikal, da obstajajo kakšni predzakoni, ki jih imenujemo naravni zakoni. Na tak način se je človek, moderni človek, afirmiral. Vsaj zdi se mu,
in zato tudi nasprotuje temu ali pa vsemu, kar je naravno, kar favorizira tisto, kar je umetno, kar on nadzoruje, kar on postavlja. Na tak način se je pa tale, kako bi rekel, postrazsvetljenski človek močno oddaljil od stavka, ki ga je pol tisočletja pred Kristusom izrekel grški filozof Heraklit iz Efeza, ki je rekel: poiskal sem vse. Kdor se išče, je svoboden, ker upošteva vse, kar pri iskanju najde. Si vi predstavljate, če jaz poiščem samega sebe, najdem stvari, ki so mi všeč, in najdem stvari, ki mi niso všeč. Ampak če iščem samega sebe, priznam vse stvari, ki jih pri tem iskanju najdem. No, tale postrazsvetljenski človek pa nekatere stvari, ki mu niso všeč, preprosto poradira, pomakne na stran in izpostavi samo tiste, ki mu pašejo. Torej nekdo, ki se vzpostavlja po lastni volji in predstavi, nujno nekatere stvari, ki mu ne ustrezajo, izključuje. To omejuje njegovo svobodo, ker mora z najdenim manipulirati. Kdor pa mora manipulirati, ni svoboden. Svoboden je tisti, ki mu ni treba manipulirati. Evropski človek se je tako odpovedal svobodi, ker se je odločil, da bo raje gospodoval, da bo gospodar tega sveta, da bo on tisti, ki bo postavljal zakone, da bo on tisti, ki bo urejal celoto stvari. No, da bi si ta status zagotovil, si je omislil različne interpretacije sveta. Tem interpretacijam pravimo ideologije. To so zgodbe, ki trasirajo človekovo pot k absolutni emancipaciji, k suverenosti in avtonomiji, kot smo jo že prej opisali. Da so pa ideologije mogle postati to, kar so hotele biti, so morale izključiti krščanstvo. Iz zelo razumljivega razloga. Zakaj? Samo, če v ideologijah ni večnih zakonov, o katerih govori krščanstvo, lahko ljudje suvereno postavljajo svoje lastne zakone. Kot na primer francoski revolucionarji, jakobinci, ki so postavili recimo celo nov koledar, ker je vse moralo biti novo, pa se ni obdržal. Ali pa recimo Leninovi bolševiki, globalisti, sodobni prebojenci in Bog ve, koliko bo še recimo takih avtonomnih ljudi in gibanj prišlo za tem. No, načelno ne more nihče vedeti, kje je točna meja med neumetniškim in umetniško pomembnim. Umetniki to mejo ugotavljajo na tak način, da jo testirajo, da jo preizkušajo. Vendar Mauricio Cattelan s to banano te meje ne raziskuje tam, ker se umetnost od neumetniškega kvalitativno najbolj oddaljuje in najbolj razlikuje, ampak to mejo preizkuša tam, ker se umetnost neumetniškemu najbolj približuje, tako da se na koncu pravzaprav že staplja. Umetnost se staplja z banano in na koncu je banana umetnost, ker vidite, da ne drži zelo.
Ironija našega časa je, da vidi v prvem pristopu, torej v oddaljevanju umetnosti od neumetniškega nekaj konzervativnega, nazadnjaškega, v približevanju umetnosti z življenjem pa nekaj naprednega, progresivnega. Ker imamo mi eno posebno bolezen, ki se ji reče progresivizem. Konzervativizem je druga bolezen. Vsi imamo pa radi, če zbolimo za progresizmom, a ne da. Vsaj tako nas učijo in spodbujajo. Torej, resni ustvarjalec in resni doživljalec umetnosti se morata danes paziti šarlatanov, ki izkoriščajo znano težavnost umetniške originalnosti na ta način, da skušajo njene neraziskane predpostavke ali pa čisto preproste domislice, gege, provokacije, ekscese in ekstravagance predstaviti kot vrhunske umetniške dosežke. No, meni se zdi prav, da jim ne nasedemo. A ne? Prej smo začeli s tole metaforo s cvetovi. Če nam koreninice in semena predstavljajo za cvetove, potem je to v naravi noro. Nobene cvetličarne ni, ki bi vam koreninice prodajale, ampak vam naredijo dober cvetni aranžma. Zdaj od umetnikov pa to več ne zahtevamo. Oni nam pa lahko tudi samo zemljo prodajajo. Zemljo, v kateri bi cvet lahko bil, pa ga sploh še ni. No, to pa umetnikom danes uspeva zaradi nečesa, kar jaz imenujem nonšalantni odnos do umetnosti in njenih standardov. Ta odnos označujejo vse večja popustljivost in vse bolj nekritična naklonjenost spektaklu in zvezdništvu. Verjetno ste to pri otvoritvi Evropskega mesta kulture lahko tudi tukaj zasledili. Lahko smo zasledili tudi popustljivost ljudi, ki pravzaprav vse, kar se jim danes predlaga, tudi sprejmemo. Ne protestiramo. Zdi se, kot bi nam nonšalanten odnos odvzela oboje, zvestobo v spoštovanju umetnostne tradicije in zabavo pri njenem kršenju. Oboje je potrebno. Tradicijo spoštovati in tradicijo tudi spreminjati, prilagajati novim okoliščinam. Obenem pa nam je ta nonšalanca še zatemnila občutek za to, da umetnost ni samo nekaj prijetnega, zabavnega, spektakelskega, provokativnega, ampak da je to neke vrste izjemni privilegij, neke vrste visok duhovni nadstandard. Mi smo izgubili ta občutek, da je umetnost nekaj visokega. Ampak da je pravzaprav umetnost lahko že karkoli. Samo da je razglašena za umetnost, pa mi že pademo na ta trik. In če ne za dolgo, pa vsaj za trenutek to tudi verjamemo. Torej, ali lahko imamo do umetnosti nonšalanten odnos? Seveda lahko, vendar nikakor brez posledic. Tudi brez takih posledic ne, ki zadevajo veliko zgodbo države, saj od pojmovanja in prakticiranja umetnosti navsezadnje niso odvisni le simbolni standardi družbe,
ampak morda še bolj odločilno kazalci in smerokazi njene duhovne kondicije. Ni namreč vseeno, na kaj se neka družba v življenju sklicuje in pri čem se navdihuje. Tudi za nas osebno ni čisto vseeno, na kaj se v našem življenju sklicujemo in pri čem se navdihujemo. Ker to nas dela. Vse veste, včasih so rekli, to si, kar ješ. Zdaj v duhovnem smislu si pa najbrž to, na kar se sklicuješ in pri čem se navdihuješ. Se vidite, kako se standardi navdihovanja pri nečem z mobitelsko evforijo nižajo. A ne? Današnja družba bi naj veljala za zelo racionalno, tako jo mi pogostokrat pojmujemo, tako se sama imenuje, ampak jaz pravim, da je globoko iracionalna. Fenomeni, kot so ekološki, čeprav z njimi pretirava, kot so, recimo, fenomeni pedofilije ali pa še kakšne druge zadeve, izkazujejo, da tale družba samo na zelo racionalen način zganja svojo iracionalnost. Tudi to je mogoče. Kaj pravzaprav pomeni biti nonšalanten do umetnosti? Vse to lahko ugotavljamo na 3 ravneh, recimo na osebni, na kulturni ali pa na tisti visoki ravni, ki jo z nemško sintagmo imenujemo Zeitgeist, duh časa. Mogoče si tukaj, da ne bom predolg, pogledamo samo prvi 2 zadevi in to na kratko. Ko vam bom začel iti na živce, malo pokašljete in bom takoj zaključil. Torej, na osebnem nivoju pomeni imeti nonšalanten odnos do umetnosti to, da do njenih artefaktov ali faktov, ki se nam predstavljajo kot umetniški, nismo zahtevni. Da imamo do njih bodisi stereotipen ali zelo laksen odnos. Neoblikovana ali pa neambiciozna pričakovanja. Če jaz recimo kot likovni umetnik vzamem en velik papir 3x3 metre in ga lepo zmečkam in ga postavim sred galerije in rečem, to je umetniško delo, lahko mu dam tudi naslov, recimo recimo paleolitsko gorovje, pa vi pridete noter, si ta zmečkan papir ogledujete, pogledate naslov, pa ste kar potolaženi in greste naprej, tole je pač umetnina. Namesto da bi rekli, saj to nič ni, to je sam zmečkan papir. Ampak vidite, preden se človek usposobi za nedolžnega otroka iz pravljice o cesarjevih novih oblačilih, veliko časa traja. Ni pa prave izobraževalne institucije, razen življenja, ki nas za to usposobi. Torej, za umetnine imamo nekritično vse, kar nam za umetnost razglasijo mediji in družbene elite, ali pa vse to iz Bog ve kakšnega resentimenta zavračamo. To je posebej odločilno takrat, kadar nam mediji in elite za umetnine ne predlagajo vrhunskih form, torej cvetov, ampak koreninice in stebla. Torej forme, ki niso originali, ki na sebi nimajo nič arhetipičnega, ampak so samo nekaj atipičnega. Vidite, atipičnost vsak od nas lahko napravi.
vsak od nas lahko napravi nekaj takega, kar ni še nihče na svetu napravil. Recimo, zjutraj lahko na enkraten, unikaten način vstanete iz postelje. To je nekaj atipičnega, vi to, če imate srečo, lahko razglasite za umetniški akt, to sam še pofotografirate in bo prišlo v časopise, ne napravite pa nič arhetipičnega. Zdaj, kaj bi to arhetipično bilo? Vam v 2-3 stavkih s primerom povem. Antigona. Sofoklejeva Antigona. Nastala je v stari Grčiji. Stara Grčija nas danes bolj malo briga. Noter je govora o tem, kako si ena sestra prizadeva, da bi pokopali tudi brata, ki je bil na napačni, na nezmagoviti, bojujoči se strani. Sofokleju se absolutno ni moglo sanjati, da bo kdaj kakšna Evropa, da bo kdaj kakšna Jugoslavija, da se bo kdaj iz te Jugoslavije izluščila Slovenija in da bo kdaj v Sloveniji problem pokopati svoje mrtve z napačne strani. Veste, 2500 let naprej je nekdo artikuliral situacijo, ki je njegovo dramo privlekla na plano točno takrat, ko je to bilo potrebno. In je Dominik Smole moral napisati Antigono za Slovence. Na novo. Res, da je tudi Žižek, ampak on je zmaličil, ker ni dramatik. Ampak pustimo to. Torej obstaja razlika med tipičnim, tisto, na kar smo se mi že navadili, in atipičnim, tisto, kar odstopa od tega, na kar smo mi navajeni, in arhetipično, tisto, ki najde kontakt z nami na neki zelo globinski, zelo zaresni ravni. In ta arhetipičnost je daleč od tega, da bi bila na vsakem koraku. Umetnine bi ta globinski moment morali imeti, ampak mi danes umetnine pričakujemo vse povsod in imamo občutek, da jih je na milijone. Jih je pa komaj kaj, hvala Bogu. Zdaj, oblika nonšalantnega odnosa do umetnosti bi se na ravni kulturne politike danes lahko imenovala, jaz s tem opravim, kulturalizacija umetnosti. Pristaši te usmeritve zagovarjajo tezo, da je vsaka oblika kulture umetnost in vsak kulturnik umetnik, kar seveda logično ne drži, zato ker sta ta dva pojma različna. Pojem kultura je subordiniran, nadrejen pojem, pojem umetnost je pa subordiniran, podrejen pojem. Če vam povem zelo naravnost, vsa umetnost je del kulture, vsa kultura pa ni del umetnosti. No, mogoče še niste pomislili na to, da se, če izhajamo iz etimologije te besede kultura, iz latinskega glagola colere, kultura ne začne na Ministrstvu za kulturo, kolera pomeni namreč gojiti iz divjih rastlin kulturne rastline, iz divjih živali kulturne živali. Torej, Ministrstvo za kmetijstvo je elementarni del Ministrstva za kulturo.
Žal 2000 oziroma ne vem koliko jih je, 200-300 zaposlenih na Ministrstvu za kulturo o tem nima pojma. No, pristaši te usmeritve, ki ji pravim jaz kulturalizacije umetnosti, pravijo, da je v okviru tega dogajanja dosežek, umetniški dosežek dosegljiv z zmernim vložkom energije. Da so poljubne postranske stvari lahko umetnine, zmečkan papir recimo, ali pa na poseben način postavljene steklenice, ali pa recimo na poseben način navožen gnoj v galerijski prostor ali pa kaj podobnega. No, naloga te artistične demokracije, da je pravzaprav vsakdo lahko umetnik in da je vse lahko umetnost, je, da z odlaganjem ustvarjalnih naporov in kriz na poznejši čas skrbi za znosen ustvarjalni tempo naše preutrujene dobe. Nižanje tempa in standardov pa širi obseg pojma umetnost. Tako, da se nazadnje pod njegovo kupolo, ki v statusnem oziru še vedno razmeroma dobro kotira, lahko na koncu stisnejo vsi, ki to želijo, ne glede na njihove sposobnosti, rezultate in kvaliteto. S tem seveda ni nič narobe, dokler ti ustvarjalci kulturalizirane umetnosti živijo od rezultatov svojega dela. Če jih uspejo prodati, je vse v redu. Moj kolega, profesor Črtomir Frelih, je v intervjuju leta 2021 izpostavil, da se kreativni potencial Slovencev v zadnjih 70 letih ni postoteril. Pravi, da se na leto rodi približno toliko talentov kot pred drugo svetovno vojno. Množičnost v umetnosti ni kriterij, niti realna možnost. Je bolj izjema, redek pojav. Ampak, pravi, če si to lahko privoščimo, da imamo na tisoče umetnikov, ki jih recimo ministrstvo podpira, potem ni težav. Težave pa nastopijo takrat, ko vsa ta množičnost sebe uzre kot vrhunsko in iz tega naslova zahteva javna sredstva za svoje delovanje. To pa je potem problem in zdaj smo na nek način v taki situaciji kar. No, v shemi kulturalizacije umetnosti je umetnost porinjena na obrobje. Področje kulturne politike pa se na polju državnih podpor in beneficij, zlasti pod levosovčnimi vladami, presenetljivo razširja. Zgodba spominja na basen o lisici in ježu. To se mi zdi anomalija, ki jo je v slovenskem kulturnem prostoru vsekakor potrebno reflektirati. To najprej, kasneje pa te refleksije tudi upoštevati v praksi. Recimo, Prešernove nagrade so po zakonu o Prešernovi nagradi, 2. člen tega zakona, nagrade za umetnost, ne nagrade za kulturo in delavce v kulturi, kot se danes veselo ponavlja. Tudi ministrica to nikoli ne pozabi, ker ni nikoli prebrala zakona o Prešernovi nagradi. Moram reči, da to ponavljanje teče iz dobrega razloga. Vsi ga poznate v najbližji obliki, v predlogu tako imenovanih umetniških pokojnin. Tisti, ki ste pa prebrali recimo nacionalni program za kulturo,
do leta 2031, pa to vidite tudi tam. Po mojem mnenju največji problem kulture in kulturne politike v Sloveniji ni denar, čeprav je denar pomemben, ampak lucidnost, razločevanja. Stari scholastični filozofi bi rekli distingviranja, razlikovanja in vrednotenja. Ministrstvo, ki pokriva umetnost, bi moralo v prvi vrsti na najvišjem možnem nivoju skrbeti za pogoje, v katerih bi se dolgoročni družbeni ideali lahko verificirali v dolgoročno relevantnih umetniških formah. No, zato pa so potrebni ljudje z visoko integriteto, visokim poznavanjem dolgoročnih usmeritev nacije, torej naroda, ki ima svojo državo, in z visoko sposobnostjo presoje umetniških form, v katerih se ti ideali verificirajo. Jaz bi rekel, da je čas, da se nam v Sloveniji posveti, da o razmerjih med ideali in njihovimi umetniškimi verifikacijami ali formami ne morejo najbolje soditi tisti, ki se ne spoznajo niti na ideale, niti na forme, kaj šele na kontrapunkt med obojim. To pa se še vedno dogaja. Hvala lepa, ker ste me dolgo prenašali. Meni ste že skoraj na vsa vprašanja odgovorili, ampak jih bova vseeno še malo razdelala. Seveda. Ko ste rekli to besedo, arhetipično, a ne? Sem šla na tole, na tale citat, ki sem ga seveda v tejle vaši knjigi našla, ki ste mi jo vi podarili. In sicer ste rekli, da je Henri Matisse rekel, da novih resnic ni in da vloga umetnika in znanstvenika temelji na odkrivanju globokih pomenov že obrabljenih resnic. Rekel je celo to, da izumitelj letala ni izumil nič novega, samo razumel je elementarni princip fizike. Zdaj bom pa jaz vas vprašala, začeli ste s to banano, dobro, da nimam 6 milijonov prihrankov, ker banana, tudi se sprašujem, zgnije, ne? Ja. Kupec jo je mimogrede na dražbi tudi pojedel. 6 milijonov je požrl. Dobil je pa certifikat, da lahko on zdaj to razstavlja. Aha. In umetnik je bil še bolj prefrigan, to banano z lepilnim trakom je izdelal v 3 izvodih, tako kot imamo lahko grafiko v 3 izvodih. Prodal je samo enega, 2 izvoda je še obdržal zase. In doma pojedel. Recimo, ne, lahko jih tudi on razstavlja. Vprašala vas bom, kako vi prepoznate arhetipičnost. A to prepoznate tako, da začutite, kaj vam neko umetniško delo govori, ker zelo veliko kulturnih dogodkov, zelo veliko število nekih inštalacij govori samo o sebi, meni pa nič ne pove. Tako kot bi mi ta banana prav nič ne povedala, razen tega, da nimam 6 milijonov. Ja. In Alenka Puhar je v nedeljskem intervjuju uporabila en zelo fin izraz, ki si ga izposodila od Alojza Rebule, in sicer je uporabila izraz zgodovinsko ganotje. In mene bi res zanimalo, kaj za vas umetniško ganotje. Ja, dobro vprašanje. Tudi po svoje zelo zapleteno, čeprav niti ne tako zelo. Vidite, pri banani, torej iz banane, Catellanove banane, bi se lahko strašno veliko naučili teologi, umetnikom in ljubiteljem umetnosti pravzaprav banana ne pomeni veliko. Res je, da je ta banana pravzaprav lahko tista, preko katere se mi sprašujemo o tem, kaj pravzaprav zares cenimo. Recimo v izvornem
smislu je banana en velik čudež narave. Mi rečemo narave, a ne? Nihče od nas ne zna narediti banane, kaj šele semena, iz katere potem banana zraste. Tega ne znamo delati. Teologi bi se o tem skozi banano lahko dokopali do marsičesa. Jaz sem mimogrede malo pretiraval, če bi bila, recimo, bi bil avditorij malo drugačen, bi me izžvižgali, ker sem rekel, da Katelan pripoveduje, da mi človeških izdelkov kot umetniških sploh ne cenimo več, ampak samo še božje izdelke in jih tudi razstavljamo. Zdaj, drug vidik pa je, da nobena umetnina, tako kot si danes predstavljamo, ni nikoli nastala kot umetnina. Vsaka umetnina je bila najprej delo te ali one umetnosti, tega ali onega umetnika. Če se je to delo te umetnosti v interpersonalnih in celo transgeneracijskih vrednotenih, ker ljudje nenehno samo vrednotimo, milijonkrat izkazalo dobro, je to delo prišlo v tisto, kar imenujemo kanon. In je v tem kanonu, recimo, vztrajalo tako dolgo, dokler je imelo kakšen potencial, da je ljudem, ki so jo vrednotili, kaj nudilo. Dela prihajajo v kanon, vse iz njega poslovijo, ko jim zmanjka moči, so pa nekatera dela, ki so v tem kanonu zelo dolgo. Mi jim pravimo perennialna dela. Estetika je imela tole kot en pomemben pojem, ki se pa zdi današnjim ljudem popolnoma zastarel, ker perennis pomeni večnost, nekaj, kar večno traja. Danes v nobeno večnost ne verjamemo, a ne? Ampak bistvo umetnin je, tako kot pravi angleški estetik, da se ga ne spomnim se pa, kaj pravi. Pravi, umetnost je stava na trajnost, ni stava na minljivost. Umetnina, ki jo delamo do ponedeljka, v resnici ni prava umetnina. Umetnina je stava na trajnost, ampak ta stava je močna, močnejša kot na lotu. Umetniki imajo veliko možnosti, da zgubijo. Samo nekaterim to uspe. In jaz mislim, da je to dobro. Poglejte, če bi imeli mi na milijarde umetnin okrog in okrog sebe, potem jih sploh ne bi znali ceniti. V resnici jih pa ni tako veliko. Veste, Beethovni se ne rojevajo vsak dan, ali pa recimo vsake generaciji. Bomo videli, kdaj se bo naslednji Beethoven rodil. Tale, ki je bil rojen pred 200 leti, pred 220 leti, če se prav spomnim. Mi ga danes poslušamo tako, kot da je recimo marsikatero skladbo napisal včeraj in prav za nas. Nič zastarelega ni nad tem. Vi se mogoče spomnite na način, kako je bil odkrit Johann Sebastian Bach, ki je bil za kakšnih 400 let popolnoma pozabljen. V mesnici je. Ja. Mendelssohn ga je odkril. Tako, dekla iz Mendelssohnove družine je šla k mesarju in ta mesar je zavil meso v en papir, popisan z notami. Skladatelj je prišel in je rekel, kaj imaš pa tole? In vzame ta papir. Ja, je rekla, mesar mi je tole dal. Ta oddrvi k mesarju in mesar pravi, tukaj pri nas na podstrešju je tega še in še. In tako smo mi pravzaprav Bacha tudi dobili, našli. In se dobro drži v tej kulturi. Glejte, pred 400 leti
je bilo napisano nekaj, kar govori, zdaj če tako rečem, 400 let starim ušesom ali pa tistim delom naših ušes, ki imajo tole globinsko struno. Na to globinsko struno ta skladatelja dva še vedno igrata. Tudi oči imajo tako globinsko struno. Zanimivo je, ko je nemški filozof, se ga zdaj spet ne spomnim, pred 100 leti je napisal knjigo Zaton zahoda, mogoče mi vi pomagate. Se ga bom spomnil vmes, ampak imena izginjajo iz starih glav. Je zapisal takole: morda bodo nekoč Mozartova glasba in Rembrandtove slike brez vrednosti, kljub temu, da se bo mogoče papir, na katerem so napisane note, in platno, na katerem je naslikana Rembrandtova slika, ohranile. In sicer zato, ker ne bo več na razpolago nobenega ušesa in nobenega očesa, ki bi tem umetninam še znala slediti. No, jaz mislim, da smo danes še v slabši poziciji, da ni nobenega ušesa, nobenega očesa, nobene glave in nobene roke, ki bi še uspela napraviti umetnine tega kanonskega ranga, ki ga predstavljata Mozart in Rembrandt, pa Beethoven, Bach in tako naprej. Vprašanje je bilo zapleteno, odgovor pa zmeden. Ja, ampak se smo ga razumela, ne? Če jaz preberem dobro zgodbo in če ta zgodba govori o meni, če ta zgodba napisana lahko tudi pred 200 leti, meni govori o meni, Ja, ja. me gane in jaz v tem vidim umetniško ganotje. Vidite, oprostite, da vas tukaj prekinjam, ampak tako idealna priložnost je. Ravno to dejstvo, da lahko 200, 300, 400 let stare stvari govorijo o meni, je tisto, kar imenujemo arhetipičnost. Normalno se nam zdi, da 400 let stara glasba spada k ljudem izpred 400 let. Nenormalno pa je, da je glasba izpred 400 let govori nam. To pomeni, da ima ta glasba v sebi eno ne tipično, ampak arhetipično vrednost. No, v resnici se ne smemo čuditi, da takih stvari ni veliko. Recimo, kaj se. Velika večina tega, kar mi danes produciramo, ljudem, zdaj, ker čas teče hitro, čez 10, 20, 30 let ne bo pomenila nič. Ampak verjetno tudi zaradi navala vsega, a se lahko zgodi v tem času, ko toliko produciramo, jaz sem tudi ena od tistih, ki jih ministrstvo podpira, tistih tisočev. Ja. A se lahko zgodi, da nastane nekaj velikega, pa ne bo nobeden opazil? Pri vsej tej poplavi, kar se prodaja za umetnost. Vi ste rekli, da ministrica zamenjuje pojme, da je umetnost, vi ste rekli, da je umetnost diamantna konica kulture. Ona pa govori o kulturi nasploh in govori o kulturnih delavcih isto kot o umetnikih. In jaz se res bojim, da v bistvu to, kar zdaj kulturna politika počne, pravzaprav uperja sovražnost proti nam. Zato, ker boste vi rekli, zakaj bi moral Dragan Živadinov, ki vam ni nič dal, vam, ne vem, aj komu kaj dal, imeti tak dodatek pri penziji. Dragan Živadinov ni kriv za to, ampak uperili boste pa vsem svojo jezo v njega. In v bistvu boste
boste zaradi kulturne politike nas sovražili. Mislim, jaz nisem dobila nobene nagrade Prešernove, tako da mene ne boste sovražili. Mene tudi ne. Ja, vi ste jih pa podeljeval, Ja, mogoče bo pa to problem. Ampak dajva nekaj reči o tej diamantni konici kulture. Vi ste zelo lepo začela tole vprašanje. Zgodovina umetnosti kaže, da ni izjema, ampak pravilo, da v tistem času, v katerem so velike umetnine nastale, niso bile prepoznane. Iz preprostega razloga, ker umetnine, ki to zares so, prehitevajo svoj čas. Tako kot Sofoklej. Recimo, Sofoklej, 2500 let je prehitev čas, da se je še vedno uspel ljudi dotakniti. Recimo, impresionisti so danes, recimo, veliki umetniki. Jaz sem bil v Berlinu, mislim, da je 5-6 let nazaj, je bil na Museumsinsel ena velika razstava francoskih impresionistov. Strašno je bila obiskana, veliko je bilo, recimo, starejših ljudi s svojimi vnuki in vnukinjami. In poslušam enega Nemca, ki pravi svojemu vnuku, vidiš, to so bili še slikarji, ki so znali slikati. No, ampak ti slikarji so bili takrat, ko so to slikali, pacarji, mazači, nič vredneži, ki ne znajo nič narediti. To pomeni, pogostokrat se tele zadeve dogajajo v enem faznem zamiku. Slovenci smo ga lepo, tudi s slovenskimi impresionisti, lepo pokazali. Svoje čase so bili strašno zasmehovani, zastramovani. Danes so pa tako kot svetniki, a ne? Umetniški svetniki, a ne? Zdaj, malo vidimo, kaj je pravzaprav kako se umetnost in neumetnost razlikujeta in katere so tiste karakteristike. In vidite, diamantna konica kulture je ravno ta sposobnost trajanja in sposobnost nenehne, permanentne aktualizacije. Torej, da so za ljudi aktualni. Beethovenova glasba, seveda ne poslušajo vsi in non-stop, ampak glede na to, kolikokrat je danes izvedena, govori ljudem našega časa. Antigona govori ljudem našega časa. Marsikaj. Pa pojva samo malo pogledati, kaj se je zgodilo po letu 1945 v naši umetnosti in kulturi, ker ste se s tem tudi ukvarjali in pisali o tem. Ne? Zdaj, omenili ste Antigono, to je sicer potem smo to poznaj napisal, ampak glejte, jaz sem prepričana, da takrat tisti funkcionarji, ki so sedeli v drami na premieri, te drame niso razumeli, ker če bi jo razumeli, bi jo umaknili iz programa oziroma bi jo izžvižgali že sredi predstave. Ja. A ne, takrat so ploskali, pa je, da so bile stoječe ovacije in da sta Kardelj in Kidrič ploskala. No, niso jo razumeli. Verjetno zato, ker niso, ja seveda, verjetno niso brali Sofokleja. Ja. No, ampak po letu 1945 je nastopila ta doba, a ne, socrealizma, ki je se je navdihovala v Rusiji, pri teh ruskih socrealističnih umetnikih. In to je bila pravzaprav propagandna, agitacijska, to je bil agitacijski material, tam se v bistvu v tem slogu se umetnik ni mogel izraziti v resnici, ni mogel govoriti o sebi, ne, in kako naj bi potem njegovo občinstvo prepoznalo sebe v nekem delu, ki je površinsko. Ampak vseeno se je potem skozi to našo težko obdobje, so bili pravzaprav, oziroma ste tudi že vi bili umetniki, mladi umetniki, tisti, ki ste vseeno zmehčali ta čas in ste prinesli nekaj novega, v bistvu ste umetniki pomagali demokratizirati to družbo. Zdaj pa nastopila doba potrošništva, ko je vsega preveč in se je ta pristnost sfižila, se meni zdi. No, zdaj me zanima, kaj boste vi rekli o tem.
Ja, v resnici moramo iti v revolucijsko Rusijo. Revolucionarji so rekli, zgradili bomo vse na novo. Nov svet gradimo. Umetniki so pogostokrat take emocionalne duše in so to vzeli 100% zares. Pridružili so se boljševikom in so rekli, v redu, tudi umetnost gradimo na novo. Njihov problem je pa bil takrat, ko so to začeli zares delati. Politična avantgarda ni želela avantgardne umetnosti. V Sankt Petersburgu je na obrežju reke Neve eno posebno mesto, ki je označeno z bronasto ploščo, odkudar so te umetnike deportirali na zahod. Ker za avantgardno partijo je bil dovolj dober meščanski realizem 19. stoletja. Samo, da so vsebine bile drugačne. To ni bilo recimo meščanskih portretov, pa meščanskih interjerjev, ampak so bili zdaj partijski portreti, pa so bili, recimo, še v Sloveniji imamo nekaj takih množičnih zborovanj z prsatimi gospemi, ki nosijo zastave in tako naprej in tako nazaj. To pomeni, da je v resnici ta partijska naprednost bila v resnici bolj nazadnjaška kot napredna. Zanimivo, ena reminiscenca iz Slovenije je bil znameniti plakat za štafeto. Ta plakat je bil kopije ene nacistične slike, ki je poveličevala, recimo, enega velikega atletsko razvitega mladca, ki ima nacistično zastavo v eni roki, plamenico pa v drugi. No, fantje, ki so delali ta plakat, so vse skopirali, razen tehnike. Tehnika je bila sitotisk, prej je bilo pa iz leta, mislim, da 35, olje na platno. Naredili so vse tako, samo da so nacistično zastavo zamenjali za jugoslovansko zastavo, baklo so pa zamenjali z enim podstavkom bakle in na tem podstavku je bila Plečnikova maketa za slovenski parlament. Taka. In zanimivo je bilo, vse instance v Sloveniji in vse instance v Jugoslaviji so to lepo požegnale. Potem je pa kao nek oficir ugotovil, tale fake, tako kot danes rečemo, in je bil potem pravi vihar. Ampak zakaj je bil vihar? Zato, ker sta bila dva totalitarizma, nacistični in komunistični. V temeljnih vrednotah atletsko razvitih mladcev z zastavo in nečim drugim v roki, totalno kompatibilna. To pomeni, da so bile v podtalju komunistične aspiracije točno take kot nacistične. To je bilo pa katastrofa. Ampak fantje so imeli kljub temu veliko srečo, da je takrat zadeva bila že v zatonu, bil je sprožen sodni proces, tole je tudi trajalo nekje, ampak na koncu, ko je bila partija že tako rekoč pred razsudom, se je tudi vsem vrhovnim institucijam zdelo,
da ne bi bilo dobro, da to zadevo še naprej navijajo, da te mlade ljudi obsodijo in tako naprej, ker bi jim to škodovalo in so to na nek način pometli pod preprogo, potem se je pa tudi pozabilo. Vidite, kam zaidem na eno dobro postavljeno vprašanje. Ja. Se ste mi naslednjega pravzaprav nastavili vi, zdaj s to revolucionarno sliko. Namreč, a ne, včasih mora biti narod v stiski, da začne ustvarjati resnična dela, da neha blefirati, ne. In včeraj smo imeli, zdaj smo imeli 2 dni smo imeli na Slovenski matici več združenj kulturnih skupaj, dogodek posvečen ukrajinskim literatom, zato ker je to za nas podpora, to edino tako lahko pomagamo, da pač podpremo njihovo ustvarjalnost in je rekla prevajalka, je govorila o Andreju Kurkovu, to je zelo znan ukrajinski pisatelj, je rekla, da on, zdaj, ko je vojna, da so vsi aktivirani, da so vsi umetniki aktivirani in da nobeden ne piše nekih zblefiranih zgodbic ali pa nekih izmišljenih traparij, nekih inštalacij, zato ker gre za res. Ja, ja. Ker gre za res, ker je treba v bistvu samo na ta način se bo kultura njihova, ki je res ogrožena, ohranila, ne. Seveda, jaz si res ne želim, da bi se nam kaj zgodilo, ampak tega blefa imamo pa vsi počasi zadosta, ne, ampak nobeden se pa ne oglasi, tako kot ste vi rekli, kar sprejmemo, kar požremo, Ja, zato ker smo tako politično korektni. točno to. Mislim, da ste zdaj eno zelo dobro besedo našla, ki popolnoma paše na umetnost. To je zaresnost. Nezaresnost in zaresnost. Vidite, problem zaresnosti je, da jo umetno ne moreš proizvesti. Zaresnost moraš zares nastopiti. Tukaj noter iščem eno zadevo, ki o tem govori. Če jo bom našel, vam jo bom tudi prebral. Ja, če bi mi kdo postavil nalogo, da opišem elan, ki pod lahkoživo, nonšalantno in včasih nastopaško fasado poganja sodobno umetnost, bi po premisleku rekel: to je hektično pehanje za izgubljeno zaresnostjo, za zaresno presežnostjo ideala, za zaresnostjo izkustva, za zaresnostjo ustvarjalnega cilja, artikulirane forme in duhovnega doživetja. Vidite, lahko simuliramo zaresnost, ampak ljudje simulacijo občutimo tako, kot jo recimo pes občuti. Če simuliraš, da se ga ne bojiš, te bo napadel. Če pa ne simuliraš, ampak mu res pokažeš, da se ga ne bojiš, ga pogledaš v oči, bo razumel in bo odkorakal, pa če bo še tako nevaren. No, govorila sva o polju sodobne umetnosti, ne, z vsemi temi svojimi provokacijami in cinizmom, ampak kaj pravzaprav pojem sodobno pomeni? To pomeni, da je nekaj, kar se v tej dobi, kar teče sočasno s to dobo. Ampak ta pojem je pravzaprav zelo hlapen postal in pod tem pojmom se nam marsikaj proda. Ja, vidite, tujka, ki tole malo bolje definira, je kontemporalnost, sočasnost. Ker sodobnost na nek način pripoveduje, ima en vrednostni predznak. Sodobno je tisto, kar je boljše od nesodobnega, ki je zastarelo. A ne? V resnici pa to ni zares tako. Sodobno je tisto, kar je sočasno. Mi smo pa že prej v eni diskusiji rekli, da sodobnost ne zna dobro opaziti dobrih stvari.
zato ker so sodobne. In ker vsi sodobniki, jaz bi rekel za umetnike, da imajo ene posebne senzorje, ki včasih, ne bom rekel, dajo videti ali pa dajo slutiti nekaj naprej, kar je mogoče v zametkih, pa se še ni pokazalo v taki odprti obliki. Umetniki to zaznajo, nekateri, seveda pa ne vsi njihovi sodobniki. In tisti, ki tega ne zaznajo, rečejo, ti si butl, o tem govoriš, ker sploh nima nobenega smisla. Čez 15-20 let pa ugotovijo tudi oni, ker to tudi vidijo, ker se včasih svet tako razvije, da je bolj razvidno, a ne? Vi ste prej rekli, da današnji čas terja od nas, da smo progresivistični. Ne? Se pravi, če si napreden, progresivističen, si fajn, drugače si pa za usmeti, če si konzervativen. Mi pa smo, mislim, da smo se tukaj zbrali na malo konzervativna družba, zato smo pa v zaklonišču. Ampak konzervativnost pravite, da tudi podpira spremembe, vendar morajo biti te počasne, postopne in premišljene. Ne? Ja. Konzervativnost od nas zahteva, da se držimo vrednot, ki so preizkušene, se pravi običajev in pravil, ki so se jih držali naši predhodniki. Zakaj je pravzaprav ta oznaka tako osovražena? Ja, vidite, zato bi jaz rekel, ker tole zaklonišče, hvala Bogu, ne služi namenu. Če bi mi bili zdaj recimo v kakšnem ukrajinskem mestu, kjer bi iz potrebe bili tukaj noter, bi bila zadeva drugačna. No, velik problem je pravzaprav v tem, da, kako bi rekel, intenca ljudi je, da ne najdemo pravih odgovorov na svoje stanje, zato ker sami sebe najmanj dobro vidimo. Vse okrog nas bolje opazujemo, bolje spoznavamo, težko se je pa videti brez ogledala. Zdaj, umetnost je lahko ogledalo, a ne? In zdaj, kakšno ogledalo, to je tudi eno od dobrih vprašanj, kakšno ogledalo nam kaže današnja umetnost? Jaz bi rekel, da večina ni visoka umetnost, ampak da govori ljudem našega časa. Če se vprašamo, kaj nam govori, kaj bi vi rekli? O čem nam govori? Vam bom citiral, tukaj, če ga bom na hitrico našel, Alojza Rebudo, ki je enkrat takole lepo zapisal. Samo zdaj imam že te papirje malo zmešane, pa bom videl, če to najdem. Še en papir najdem, pa bo. Se opravičujem, tole ni nič dobro za nobeno predavanje, ampak mogoče se bo pa splačalo. Rad bi vam prebral nekaj, kar sem si izposodil pri Alojzu Rebuli, ki zna perfektno marsikaj
definirati. Pravi, preden se pričnete zgražati nad sodobno umetnostjo, poglejmo koordinate duha časa, v katerih poganjajo ti ambivalentni umetnostni cvetovi. Zdaj pa začnem s citiranjem Rebule. Poglejmo to prezaposlenost, to zadihano prehitevanje v tehničnem izumljanju, ta oglušujoči hrup medijev, ta beg pred tišino, ta nasilni medijski vdor v človekovo intimo, to izločitev načela kontemplacije, to nezavedno bežanje pred tem, da bi človek za hip prekinil svojo računalniško in mobitelsko histerijo, ter se vprašal, kam? Kam grem jaz? Kam gre ta planet? Kam gre vse to rojevanje in umiranje, ta znanost, umetnost, tehnika, politika? Kam gre? No, kaj ugotovimo, ko pogledamo na stvari v umetnosti z tega zornega kota? Ali ne to, da v umetnostnem igranju na absurd prihaja na plan iracionalnost, ki vsemu racionalističnemu videzu navkljub poganja naš stehnizirani svet? Ali ne to, da si v umetnostni nezmernosti daje duška postmoderna nesposobnost, da bi mi samemu sebi postavljali razumne meje? Osemnajsti papir je pa se nekje izgubil. Tako da na en način pravzaprav mene vse tole spomni na en evangelijski rek. A se ga vi mogoče spomnite? Hinavci. Kaj že znamo presojati? Znamenja neba in zemlje znate presojati. Zakaj ne znate presojati znamen tega časa? Veste, tudi če tale naša umetnost pravzaprav ni tisto, kar bi nas lahko popolnoma potešilo, pa vendarle nekaj govori o ljudeh, ki danes živimo. Ki živimo tako, kot živimo. Zdaj, umetnost očitno tukaj ne more napraviti dosti več kot to, da nam kaže, kako mi sami ne moremo ven iz teh nadomestnih transcendenc, kot so videz, slava, denar, hedonizem. Nimamo to pravih transcendenc, ne maramo jih, ne posvečamo se jim, nekateri jih sploh zanikajo, ampak imamo nadomestne transcendence. Zdaj pa pogledajte, če imamo same nadomestne transcendence, v katerih so ena vrednostna pravila, in če nimamo nobenih višjih vrednosti, ne moremo iziti iz teh nadomestnih transcendenc. Ker se umu ne zvrti od nečesa višjega, od nečesa intenzivnejšega, kot sta slava, denar, hedonizem in tako naprej. To pomeni, da je tale umetnost tista, ki ne govori sama o sebi, vključno z Banano in Mauricijom Catelanom, ampak govori tudi o nas. In mogoče je tole sveto leto ravno ta pravo, da to refleksijo opravimo. Vidite, sveto leto brez, kako bi rekel, ene, v narekovaju rečeno,
dolge in korenite spovedi ne obljublja korenitih sprememb. Če pa ni sprememb, potem pa tudi svetega leta pravzaprav ne rabimo, če bo pač teklo 51. oziroma 26. ravno tako, kot je 25. Vse to je bilo pravzaprav zdaj moje zadnje. A ste že naveličani, ali lahko še zadnje vprašanje postavim? Lahko. Ne, še dve. Par sem jih preskočila, zato ker mal menjava teme, pa zelo veliko je Ja. gospod Muhovič že povedal, ampak zdaj bom res kar preskočila na zadnjega, zato da ne bomo tukaj do jutri. Zdaj sem se hotela dotakniti vprašanja religije in stika religije z umetnostjo. Vi ste v enem intervjuju z Jožetom Kurinčičem rekli, da je religija ideal, umetnost je pa mera ideala tistih, ki jo ustvarjajo. Ja. Ampak mi poznamo tudi umetnike, ki so naredili fine stvari, pa zanikajo Boga. A mislite, da je to, da oni v bistvu v tem idealu, ki ga imajo, se samo ne zavedajo, da je v tem idealu Božja navzočnost, ali se motim, ali je zdaj to tako malo, ali je to zdaj malo nečimrno? Ja, glejte, jaz vam dam prav. Jaz tudi tako mislim. Zdaj, če pogledamo tole bolj natančno, to, kar imenujemo religija, v resnici pomeni nekaj presežnega, nekaj, kar presega človeka in nekaj, kar presega svet. To pomeni, religija nam pove skrajne meje naše eksistence. Do tistih meja, ko rečemo, da so že čisto čez. Recimo, da je ena takih meja, je smrt. Jaz sem si zavedno zapomnil en Chestertonov rek, ki pravi, da je krščanstvo izumilo metodo, da mora duša čez prelomnico in da se ne zlomi. Pred krščanstvom tega ni bilo. Smrt je bila zid, ob katerem vse premine in pade dol. Krščanstvo je pa našlo pot, da greš čez prelomnico in da se duša ne zlomi. Mi seveda ne vemo, kakšna je ta prelomnica. Vsak od nas jo bo na unikaten način tudi doživel. To pomeni, religija, vera je pravzaprav tisto, kar razširja meje do skrajnih možnih konsekvenc. Ampak vidite, ta ideal, ki na nek način znotraj teh meja vzpostavlja eno konvergentno središče. Od časnega k večnemu, od nepomembnega k pomembnemu, od sporadičnega k bistvenemu. To je naloga vseh religij, krščanske pa še prav posebej. Prej na začetku je bilo enkrat to omenjeno, da je treba spustiti iz vseh ideologij izluščiti ali pa vršiti ven krščanstvo, zato ker zagovarja večne zakone, ne avtonomne zakone, ki jih človek sam postavlja. Zdaj, umetnost pa ni bila rojena kot ideal. Nobeno umetniško delo ni idealno, čeprav je lahko forma ideala. Umetnine so vedno mere, ki merijo pomembnost idealov. Poglejte, vam bom tole ilustriral na en poseben način. Od tam, ker sem jaz doma iz Savinjske doline, kjerkoli se postavite, vidite 3-4 cerkvice takole okrog sebe. Mislim, da sem nekje prebral, da jih je tam okrog 1200 do 1400 takih cerkvic po celi Sloveniji. Bili so ljudje, ki so jih naredili.
Bili so ljudje, ki niso imeli posebne gradbene tehnologije, recimo za današnji čas, sploh nesodobne. Cerkvice so bile recimo na takih hribih, tudi na katerih ni bilo kamenja, iz katerih bi jih zidali. Ali pa je bilo to kamenje pretrdo. Jaz se spomnim, blizu nas je ena lepa cerkev, Oljska gora, gora Oljka, blizu Polzele. Vsak, ki je prišel gor na romarsko pot, je imel za nalogo, da prinese kamen. In s tistimi kamni so potem pozidali to zadevo. To pomeni, da so te cerkve, recimo te mere prisotnosti ideala, recimo nekega svetnika, da so ga ljudje, kjerkoli so bili na polju, vse povsod lahko videli. Da so jim te cerkvice, ki so utelešale te njihove verske ideale, zelo veliko pomenile. Istočasno pa lahko vidimo, da nam ne pomenijo, da jih ne znamo tako doživeti, iz preprostega razloga, ker jih niti slučajno ne bi zgradili, ker jih še obnavljati ne moremo. Pa imamo boljšo tehnologijo, pa imamo več denarja, pa to ne gre. Zakaj ne gre? Ker nimamo več ideala. Ja, zato, ker mi tega ideala ne občutimo več na tak način. Vidite, zato pa umetnost mora iti s časom, mora narediti tudi ideale, ki bi jih današnji ljudje lahko cenili. Ampak vedno to ne gre. Vedno to ni mogoče. Niso vse dobe take propulzivne, ki bi gradile, zato ker imajo tudi, humanisti pravijo, ker ima tudi duhovno-zgodovinski čas svoje življenje. Je tako kot ene vrste sinusoida, ki enkrat raste, doseže višek, potem se pa postopoma izteče, da nastane drug višek in tretji višek. No, ti viški so zelo za moj okus odlično zapisani v sinusoidi stare grške umetnosti, ki je bila najprej arhaična, tam, kjer je bilo vse še robustno, pa je bilo treba to razviti. Je postala klasična, ki sta bila ideal in forma, tako rekoč, kot dva dela, ki spadata skupaj. In potem je bila, če zdaj tako rečem, manieristična faza, danes bi rekli dekadentna faza, od latinsko decadere, tisto, kar se obrača navzdol, tisto, kar nima več pravih idealov. In kadar so ideali šibki, so forme šibke. Zdaj, kaj je bilo prej, kura ali jajce, to pa vsaka doba sama ugotavlja. A morajo biti najprej visoki ideali, pa visoke forme, ali lahko forme pomagajo idealom. Najslabše je pa, to tudi Chesterton nekje lepo zapiše, pravi, današnji čas je poln idealov in poln metrumov, ki so ponoreli preprosto zato, ker so se ločili drug od drugega in zdaj sami avtistično tavajo naokrog. Preden prinesete darila, bom jaz sam še en verz iz Rilkeja prebrala, zato ker sem videla, da ga imate radi v tej vaši knjigi, ki ste jo posvetili staršem, to moram še povedati. Ne? Se pravi, v bistvu staršem, ki nista bila umetnika, sta bila ključavničar in mati, ki je skrbela za družino, Tako. ste jima posvetili to delo. Jaz je moj svet, ki je zelo filozofsko. No, ampak omenjate Rilkeja, pa sem se odločila, da dve kitice preberem, a boste lahko počakala z vsemi tistimi težkimi darovi.
Seveda. Rilke jih bo olajšal. Ja. Živim življenje v rastočih krogih, ki rišejo se nad stvarmi. Morda zadnjega ne bom dopolnil, a poskusil bom. Krožim krog Boga, ki stolp je starodavni, in krožim tisočletja. In še ne vem, sem sokol, ujma ali spev veliki. Zdaj pa res konec. Hvala. Aplavz veliko pove, v imenu vseh se zahvaljujem akademiku Jožefu Muhoviču za izvrstno predavanje, ki je lahko izhodišče za mnoga razmišljanja, in Nataši Konc Lorenzuti za potem vodenje živahnega pogovora in diskusije. In naj povem, da tukaj ni zaklonišče, ampak je bilo mišljeno za telovadnico in nocoj smo razgibavali možgane. To je dobro. Tako, moji majhni možgani, za sintezo bi si dovolil povzeti 3 misli. Opozorili ste na kruto resničnost tudi financiranja v teh dneh. Prihaja ven, kako je USAID, ali kako se izgovori, kako se je financiralo po svetu 70 državah, če se ne motim, 70 časopisov, 700 novinarjev, propagando za LGTB, tako je tudi, ko gre za področje umetnosti, na glasbenem področju vemo, kako poteka financiranje. To je ena kruta resničnost tudi potem, ki se dotika tudi, bi rekel, te širše kulture, praznovanje Božiča, pa vsa ta komercializacija, ki poteka. Drugo, kar mislim, da je bilo zelo dragoceno in je potekalo skozi celotno predavanje in potem tudi pogovor, so te filozofske osnove. Mislim torej sem, ali je res to, kar jaz mislim, da je, da more biti, jaz zahtevam, da more biti. In lahko rečemo, to je temeljni problem evropske civilizacije. Iz Descarta potem izhaja tudi Hegel, tudi na koncu tudi Slavoj Žižek, je v bistvu to spet neka metoda razmišljanja in je to tesno povezano potem tudi z našo kulturo in vsem doživljanjem sveta. Tretje, kar je pa tudi bilo razvidno iz tega večera, pa je, da smo pa vendarle poklicani, da kritično vsem tem razmišljamo, da si postavljamo vprašanja in da iščemo potem pa tudi to, kar je transcendentno, če z eno besedo rečem, spravi to, kar je večno, in za nas kristjane seveda je tukaj oznanjanje evangelija, potrebno je govoriti o Kristusovi lepoti. In mislim, eno poslanstvo tega prizadevanja je tudi molitev za umetnike, molitev, da bi pa vendarle med nami se prebudili umetniki, ki bodo sposobni ali pa jim bo tudi dano doseči vrhunske stvaritve na katerikoli področju ali pa na različnih področjih umetnosti. In tudi, da bi kljub temu, da mogoče takoj vidimo vse napake tudi v Evropski prestolnici kulture, da bi molili, da bi pa vendarle nekaj tudi v tem letu Evropske prestolnice kulture tukaj v Novi Gorici, pa v Svetem letu tudi nekaj pametnega nastalo. Zato predlagam, da ta večer zaključimo z molitvijo prav v te namene, pa temu namenu dodamo še molitev za papeža Frančiška, da mu Bog
podari potrebnih milosti v teh urah trpljenja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Zdaj prosim še podžupana, da prinese vino, ker tudi vino tudi povzroča tudi umetnost, kakorkoli. No, če je vrhunsko. Če je vrhunsko. Ampak Jaz bom boš razložil tudi, kakšno vino. Mi smo si v Evropski prestolnici kulture smo si zamislili tudi eno darilo, protokolarno darilo, in je vino sestavljeno, se pravi darilo je sestavljeno iz dveh vin, dveh vinarjev, dveh buteljk in vsake strani meje, se pravi eno prihaja iz Stare Gorice oziroma iz italijanske, iz Gorice, tudi Slovenska Gorica na italijanski strani, to je Figel iz Oslavja, in pa eno je pa iz naše Nove Gorice, tako da smo skupaj sestavljate črno in belo in se dopolnjujeta, no, tako bom rekel, in tudi obe Gorici se dopolnjujeta, Nova Gorica in Stara Gorica, tako da tudi jaz prinašam, no, v imenu mestne občine Nova Gorica eno darilo. Hvala, ker ste prišli, hvala, ker ste začel letošnjo leto, ki je tudi hkrati Evropska prestolnica kulture, hkrati tudi sveto leto, se to lepo dopolnjuje in prekriva in smo veseli, no, da imamo tudi v letu 2025 take dohodke. Hvala lepa. Tako jaz pa podarjam vsakemu eno sovkansko oljenko, ki je bila najdena v Sovkanu iz 4. do 6. stoletja, jo datirajo, je najstarejši predmet, ki priča o prisotnosti krščanstva na Goriškem, ker ima Kristusov monogram, seveda to je replika. Zame je ta svetilka kompleksna zadeva, zato ker tudi vemo iz evangeljske prilike, ne pomaga imeti svetilke, če nimaš tudi olja in če ni takta. In obema želim še veliko olja, to olje simbolizira pravzaprav človeška prizadevanja, človeško dobroto in tudi Grki so imeli pojem kalos in agathos, kalo agathijo, in obema tega želim v izobilju. Lepo. Hvala.